Kaj moramo paziti, ko iščemo nasvet za osebno rast? Najbolj pomembna stvar je, da dejansko najdemo nasvet, ki je dejansko pisan na našo situacijo. Danes sem imel coaching, trening za stranko in potem sva se pogovarjala o njeni prihodnosti, in potem mi pravi, joj Miran, ampak najprej moram jaz najti sebe. Najprej moram ugotoviti, kaj sploh hočem v življenju in potem dejansko lahko delam karkoli in gradim naprej. In potem sem vprašal, kje si pa to prebrala, kje si pa to slišala, kdo ti je pa to povedal. Ker v bistvu, ogromno je dobronamernih coachov, ki dejansko želijo pomagati ljudem in sam sem bil med njimi. Ampak v bistvu nasvet, ki ga dajo, dejansko ni aplikativen na situacijo človeka. In še posebej, ko iščete te nasvete preko YouTubea, ki jih iščete preko Googlea ali pa GPT-ja, dejansko GPT vas ne vidi, YouTube vas ne vidi, vas ne poslušajo, ne poznajo vašo situacijo. In potem dejansko vi iščete nasvet glede na percepcijo svoje situacije, ki je pa lahko napačna. Ker poglejte, recimo, ravno tako v coachingu, v coachingu si pravijo, moraš najti idealno stranko, moraš točno definirati svojo nišo, moraš to. In veste, koliko časa sem jaz hodil okrog zbegan, v bistvu počutil sem se neadekvatnega, kompetentnega in tako naprej, zato ker sem imel v sebi ogromno nekih stvari, ki sem jih želel deliti, tam pa mi je nek coach in zopet sem že naredil, sem se zaštartal in zopet najdem nekega coacha, ki ga poskušam se nekaj naučiti, in pa zopet moraš to definirati. Koliko časa sem jaz izgubil? In koliko stvari bi lahko v tem času naredil in dal iz sebe, pomagal ljudem, ko sem pa to. In tukaj pa isto, moram najti sebe, moram v bistvu vedeti, kaj hočem. V redu, to je res, ampak ne še na tem nivoju. Na tem nivoju, kjer si sprejmi to, kar imaš. Seveda, prva stvar je, najdi nekega coacha, ki te lahko vodi, ki ti ne bo rekel, da najprej moraš vse definirati, kaj hočeš, najprej moraš sebe najti in tako naprej, ker to je v bistvu nonsens. Ne me narobe razumeti, ni to nonsens, ker sem jaz tudi sam to delal, ker res je, da v bistvu moraš najti sebe, da moraš se odločiti, kaj hočeš. Ampak v bistvu moraš tudi najti službo, ko si star 20 let, ampak ne, ko si star 5 let. In ko začenjaš ti svojo osebno rast, ko dejansko se še iščeš, in potem ti še nekdo reče, bodi to, kar si, v bistvu, in potem si še bolj zbegan, kdo pa sploh sem. Pri 5 letih ni pomembno, da ti najdeš službo. Ampak če pa pri 40 letih si ti še vedno, na podstrešju pri svojih starših na računu svoje mame, je pa mal problem. Razumete? In isto, recimo, ni problem, če ima otrok plenice, ampak v bistvu problem je, če te plenice ostanejo. To pomeni, da dejansko v vsakem trenutku moramo nekako vedeti, kje se mi nahajamo in kakšna zadeva je v tistem trenutku dejansko primerna za nas, kakšen nasvet, ker drugače izgubimo ogromno časa, čas je pa denar. Vsi pravijo, ne morem si privoščiti, coaching stane, stane, koliko pa stane? Recimo, če hočete vi napredovati v življenju, želite si par 100 evrov večje plače, recimo, če vzamemo samo 300 evrov plače, v enem letu je to 3600 evrov večja plača. Ampak razumete? To pomeni, če ti čakaš 5 let, da do nečesa sam prideš, kar bi ti lahko coach v parih mesecih pomagal, je to dejansko 15-20 tisoč evrov denarja. Ampak ne govorimo danes o denarju, govorimo o tem, da dejansko težko rečem, bodite pazljivi, oziroma pa vsaj dejansko malo se vprašajte, ko poslušate nekega coacha, ko poslušate nek nasvet,
bodi to, kar si, ostalih je že preveč, ali pa vse, kar potrebuješ za, ne vem, uspeh, srečo v življenju, imaš v sebi. Ja, imaš, ali pa nimaš. Pa znaš najdeti, znaš poiskati in tudi če najdeš, a znaš s tem kaj narediti. A znaš s tem kaj početi. Ampak razumete, tako da v bistvu prva stvar je, da ste malo kritični, da se vprašate, ok, pa dejansko to, kar zdaj poslušam, se dobro sliši, plejte, dobro se sliši. In ogromno teh ljudi je napisal knjigo, kolikokrat nekdo pride k meni, jo poslušam tega in tega, ok, super, kako pa to, zakaj pa, ja, knjigo je napisal, ja, koliko ljudi je napisal knjige. Ampak to, da je nekdo napisal knjigo, nič ne pomeni. A je v knjigi kaj pametnega, a res pomaga, a res lahko pomaga tebi, to je v bistvu pomembno. In vi se vprašate, ok, a pa je ta zadeva, ki zdaj tukaj poslušam, primerna za mene na tem nivoju. Zato, ker glavni problem je, da pač ljudje seveda poslušajo na svet. Najdi nekoga, ki je pač šel skozi situacije, kot si šel ti. Ok, super, dober na svet. Ne? Ampak v bistvu stvar je v tem, poslušaj pa to osebo, ko govori o obdobju, v katerem se ti zdaj nahajaš. Ker problem je, plejte, jaz sem sam v bistvu tudi mojster borilnih veščin, pač in učim, ne več toliko aktivno, ampak največji izziv je, ko dobiš ti nekega začetnika, ti si pa recimo že, ne vem, toliko in toliko let na nekem mojsterskem nivoju, da dejansko se znaš spustiti na nivo, kjer se ta oseba nahaja. In da znaš, ker, gledajte, jaz lahko delam neke gibe, neke stvari, ali pa tudi recimo v coachingu neke stvari govorim, ker dejansko jih ne morete uporabiti. In isto je tukaj, ti se moraš spustiti. Jaz sem dostikrat, recimo, ko sem pač te stvari sem vse sam delal, napake. In dostikrat sem se potem, recimo, sem nekomu, ok, zdaj sem pa dobil nek nasvet in nekomu nekaj potem rečem, ok, ti pa naredi to in to. In potem sam sebe moram korigirati, ok, ta oseba je na tem nivoju, za njo je v tem trenutku to super. Potem je pa naslednji korak in naslednji korak in naslednji korak. Pač seveda problem je, če nekdo dobi nek korak in potem cel življenje na tem nivoju. Ker smisel življenja je, da se učimo. Tako da v bistvu tukaj bodite mečkam pozorni, upam, da sem vam dal mečkam za razmišljati, da mečkam gledate, ker ogromno ljudi preveč srečujem, ki dejansko poslušajo YouTube, poslušajo, so delali so s coachem, in dejansko ti ljudje in ti nasveti so v njih povzročili neko zmedo. Ker če bom rekel, nasvet, ki ga dobite, povzroči v vas zmedo, ok, kaj ne zdaj naredim, okay, mogoče bo ta nasvet, ki sem vam ga jaz dal, povzročil zmedo, ampak ne bodite zmedeni. Jaz sem vam rekel, v bistvu, ko sam raziskuješ osebno rast, iskreno, dajmo tukaj biti tukaj, dejansko zelo težko preceniš, kje si, kaj potrebuješ, kako je to, in ključ je, da najdeš nekoga, ki te lahko oceni, ki ti lahko svetuje, ki te lahko vodi, ki te pomaga, ki ti daje podporo, da v vsakem trenutku potem veš, kaj narediti, kako narediti in tako. In dejansko to je najhitrejši način. V bistvu je to edini način. Seveda lahko vse stvari sam odkriješ, ampak traja ogromno časa, da pač delaš napake, ugotoviš to in to in to naprej. Tako da pač to je to. In ti nasveti, ki pač jih dobite, moraš to, moraš to, ok, vprašaj se, ok, kako se jaz zdaj počutam, a jaz to moram, ok, moram, zagotovo, če nekdo to reče, zagotovo to res, ampak zdaj, a jaz to zmorem, na tem nivoju, a jaz to zmorem sam, ker v bistvu, če je tista stvar, ki jo ti poslušaš, in jo danes prvič slišiš in potem misliš, bom pa že sam ugotovil, do vsega moraš sam prijeti, to v Sloveniji pač, in tako naprej. To je največji nesmisel. Vsi uspešni ljudje dejansko
Jaz sem recimo, bom rekel, sebe smatram za imam zagotovo neke kvalitete in tako naprej, ampak jaz sem v bistvu v osnovi komod in dejansko rajši vprašam, hitrejše gre, lažje in tako naprej. To je bilo to za danes, želim ti en čudovit dan. Moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh in duhovni medij. Če potrebuješ pomoč pri osebni rasti, potencialu, partnerstvu, se oglasi, bomo pogledali, kaj gre za tvoj nivo v tvoji trenutni situaciji. Želim ti en čudovit dan in se vidimo v naslednjem videu.